Štanci, Šalinci, Grlava, vsem skupaj prisrčen pozdrav. Prisrčen pozdrav posebej domačim, predvsem tistim, ki so bili pred 71 leti deležni strahot druge svetovne vojne. In delegacija, ki bo položila venec pred spominsko ploščo. Prav tako pa so s prapori prisotni praporščaki Združenja borcev Ljutomer in vseh veteranskih organizacij. Praporščakom poveljuje nosilec častnega znaka Republike Slovenije, Združenja Sever za Pomurje, Lichtenwalde, Venčeslav. Ne cerkve, da se je odločil, kje bo v vojni njegovo mesto. Odločil se je za boj proti okupatorju, za svobodo, tudi za ceno lastnega življenja. Mnogo partizanov je med vojno našlo zatočišče na babičini domačiji. Za vse je skrbela dobra Prelogova mama, kot so imenovali mojo prababico. Nihče od partizanov ni odšel lačen od hiše. Pri njih so našli zatočišče tudi 3 ameriški piloti, katerih letalo so se streljali Nemci in so jih rešili partizani ter skrili pri Prelogovi. Miško Kranjec je pri njih čakal na odhod v partizane. Edvard Kocbek z bratom je prav tako prenočil pri njih ter mnogi drugi. Partizanska postojanka, ki se je po moje babici Stani in njenih 2 sestrah, Milici in Danici, imenovala pri 3 mladenkah, je bila ena največjih partizanskih postojank na širšem območju. Nekateri sovaščani so obveščali nemški gestapo o dogajanju, zato je bila nevarnost vse večja. Zaradi tega so Prelogovi čez dan odhajali od doma in se vračali le toliko, da so nahranili živino. Zgodilo se je malo pred koncem vojne. 5. januarja 1945, ko so zaradi izdaje nepričakovano zgodaj zjutraj na konjih prijahali kozaki, obkolili domačijo, zahtevali predajo skritih partizanov, vendar jih moj pradedek ni hotel predati in boj se je začel. 60 kozakov in njim na pomoč prihajajočim pomagačem, nemškim gestapovcem, so se 4 partizani skupaj s pradedkom upirali več kot 2 uri. Moja babica se je pod kritjem partizanskega mitraljeza prebijala skozi sovražni obroč. Vojak je uperil puško proti njej in jo hotel ustreliti. Ali je bil obup v njenih očeh tisto, kar je v tujem vojaku prižgalo iskro človečnosti, da je povesil puško, se obrnil stran in s tem omogočil moji babici, da je zbežala. Babica je bila edina, ki se je tisti dan rešila pred sovražnikom. Njene 3 sestre in najmlajši, komaj 7-letni brat, so na srečo takrat bili pri zavednih sosedih, ki so pred prihodom sovražnikov na njihovo dvorišče starejše poslali naprej, najmlajša 2 pa predstavili za svoja otroka. Njihova soseda, zagrizena nemškutorka, je o tem obvestila gestapo, ki se je vrnil in za kazen soseda, zakonca Novaka, odpeljal v taborišče, od koder pa sta se na srečo vrnila po koncu vojne.